Jaz sem se v bistvu prvič srečala z delom Tomaža Furlana na razstavi nominirancev nagrade skupine Oho leta 2012. Takrat sem videla enega od kosov Aware na lastne oči in seveda mi je blazno ostal v spominu pač kot prvo zaradi estetike, ker gre za neko tako robustno, če tako rečem, maniro izdelovanja teh nenavadnih strojev. Plus seveda, ker si se lahko sam malo poigral s tem strojem, se pravi ta interaktivni moment. Tako da nekako takrat sem začela malo bolj spremljati to njegovo produkcijo in ko se mi je ponudila priložnost za razstavljanje v galeriji Škuc, sem takoj pomislila na njega. Zdi se mi, da je pač zelo res nenavaden kipar, ki bi ga bilo fino in zanimivo postavljati v malo večjem, meni osebno malo večjem prostoru. Sva pa takoj, ko sva se začela pogovarjati o razstavi, nekako sem imela pa jaz željo, da bi mogoče ravno zaradi tega, ker se ves čas govori o teh njegovih strojih, o refleksiji družbene dinamike, o kateri govori nekako skozi to celotno produkcijo Aware, ki jo dela že od leta 2005, sem izrazila željo, da bi mogoče naredila postavitev tako, da bi imela en mogoče drugačen fokus ali pa da bi neko novo perspektivo odprla ali pa pogled na njegovo delo. In sama sem vedela za par kosov, ki niso bili še razstavljeni, tako da nekako iz tega izhodišča sva štartala. Kos, ki sem si ga zelo želela imeti na razstavi, je baletka. Je pa to na koncu postal edini kos, ki je starejšega datuma, vse ostalo pa je Tomaž naredil na novo. In to se mi zdi res v bistvu super, ker s tem nekako izstopi iz serije Aware in tokratna postavitev oziroma razstava mislim, da res kaže en nov pogled na njegovo delo oziroma pač res nova dela. Zdaj zdi se mi, da gre tudi mogoče čist na estetski ravni za eno spremembo. Mogoče nas vse malo preseneti, kako so v resnici tukaj bolj izčiščena dela, minimalistična mogoče na nek način. Tako en tak drugačen sprehod gre, oziroma ti kadri, ki jih spremljamo ob zajtrku na jutranjem vlaku, nas peljejo čist na eno, ne bom rekla novo pot, ker vsebinsko seveda ostaja zvest temu, o čemer govori, se pravi o neki družbeni dinamiki, o delovnih procesih, ampak mogoče tokrat ni toliko poudarka na sami produkciji, če tako rečem, ampak na posamezniku oziroma tej vpetosti v mehanizme, ki sicer spadajo noter, ampak so mogoče malo manj očitni, se pravi ta rutiniranost, repetitivnost, kolektivnost v končni fazi, tako da mogoče se malo bolj soočimo tudi sami, ko gledamo dela s tem, na koliko ravneh v bistvu smo vpeti v produkcijske procese, ne samo v smislu mogoče neke delovne obveze, kar je bilo mogoče prej bolj prisotno in se pač posledično pol sprašujemo tudi o sami smiselnosti tega. Po kar nekaj časa spet ena moja samostojna razstava. Tokrat sem se lotil skoraj popolnoma nove produkcije,
kar je bil kar resen izziv. Te nove produkcije sem se lotil predvsem zaradi tega, ker je bilo moje delo v vseh teh letih okarakterizirano z eno samo serijo, ki se je vlekla od leta 2005. In na neki točki sem to serijo mogel prekiniti zaradi svoje osebne želje, da bi poizkusil, kaj se dogaja na drugi strani te serije, izven tega. No, Škuc mi je ponudil to priložnost in za dosti časa in tako sem se lotil tudi dela. Zajtrk na jutranjem vlaku je celotna postavitev v galeriji. Naslov sem izbral na zelo poetičnem nivoju, predvsem zaradi tega, ker si zajtrk na jutranjem vlaku lahko predstavljamo zelo različno. Za nekatere je to nekaj strašno romantičnega, če se vračajo iz kje, za nekatere je to pač tista nuja pri jutranjem odhodu v službo, ker doma preprosto ni časa. Vprašali so me mojo izkušnjo tega jutranjega vlaka, ki sem ga uporabljal leta, in ja, jaz sem eden izmed tistih, ki ni imel časa niti za zajtrk na jutranjem vlaku, ampak je bil zajtrk preprosto ukinjen. Zdaj smo v skrajno mobilni družbi in ta naslov naslavlja tudi tega novega mobilnega človeka, skratka naslavlja pozicijo aktivnega človeka, ki se mu konstantno nekam mudi, ki nikoli ne dohaja do konca, ki je vpet skupaj z vsemi ostalimi v ta mobilni moment, ki poganja našo eksistenco. Iz tega naslova ven izhajajoč je celotna postavitev razstave zasnovana kot te kratke jutranje slike posameznih predmetov oziroma dogodkov oziroma misli tega objektivnega nesrečnega človeka, ki se je znašel v tej situaciji. Zato tako potujemo iz dela v delo, kjer v posameznem delu seveda tako kot vedno nekatere stvari so pač del nekega ustvarjalca in se ne odmikajo v resnici resno stran od prejšnjih mojih serij oziroma del. Se pravi, konstantno preiskujem ta odnos človeka v družbi oziroma odnos človekove aktivnosti oziroma njegovega telesa in možganov v kolektivizmu družbe. S tem sem nadaljeval tudi pri vseh teh novih delih na tej razstavi. Ne bi rad govoril samo o delih. Želel bi seveda govoriti tudi o procesu nastajanja in uporabe teh del. Kar hočem povedati je, da za mene umetniško delo ni nekaj definiranega, ni nekaj, kar je bilo v določeni točki ustvarjeno, od te točke naprej je pa prikazano, ampak je nekaj, kar skozi prvo trohnico ideje pa do svojega kolapsa ves čas napreduje, kar je tudi posledica tega, da se stvar uporablja, da se iz razstave v razstavo rahlo spreminja in popravlja. So vsa dela delana za mojo velikost in za mojo uporabo. Prej sem govoril o tem, da bi želel najti te univerzalne kode, moje narative, ki bi jih lahko razumel kdorkoli. Recimo, predstavljamo si, da mi je to uspelo. Ravno ta univerzalno razumevanje problematike se nanaša seveda na človeka kot kolektivno bitje, pa na pritisk družbe na tega istega človeka. No, pri tej konkretni razstavi sem seveda v določenih delih potegnil to narativo in se nadaljuje skozi celotno moje prejšnje dela do sedaj. Se pravi, govor o človeku vpetem v ekonomske družbene procese, govor o človeku, ki upravlja neko delo, ki nima absolutno nobenega smisla. Seveda je govor tudi o vprašanju kolektivnosti in samote oziroma o meji med tema dvema. No, ena dodatna stvar na tej razstavi, ta del, o katerem sem prej govoril, da bi želel izstopati iz kontinuitete svojega prejšnjega dela, je bilo pa razmišljanje na temo političnega materiala. Jaz sem to poimenoval razmišljanje o političnem materialu.
o politiki praktično nič ne govorimo tukaj. Skratka, želel sem zamenjati uporabljene materijale, želel sem zamenjati paradigmo, kako se gradijo ta dela, in iz tega ven je nastal pač, samo omenil bi en del, in sicer Border is not working, po slovensko meja ne dela. Skratka, če zelo na hitro povem, na morju med dopustom sem nabral kamne na obali, jih prepeljal čez mejo iz Hrvaške v Slovenijo, jih zdrobil in iz njih ulil klasičen teraco tlak. Glede na to, da je to sporno v marsikaterem pogledu, se pravi prenašanje naravnih mineralov preko državne meje in bla, 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 to je politična gesta, definitivno. Po drugi strani pa bi želel, da odpira vprašanja tako o konstruktu meje kot takem, kot vprašanja tega, po čem, če se vrnemo na zajtrk na jutranjem vlaku, od tega zavedanja posameznika, po čem pravzaprav hodi vsako jutro, ko gre recimo na vlak. No in podobni tretmaji se dogajajo tudi v nekih drugih delih, naprimer gare so v celoti izdelane iz naravnega kamna, izdelane na način, ki naj bi tehnološko bil praktično nemogoč, predvsem pa popolnoma brezupen, pa nepotreben. In pa seveda to zadnje delo, kjer sem se pa naslonil na prigodo, ki sem jo pisal pred več kot 10 leti, pa je bila izgubljena skupaj z ukradenim računalnikom, in sicer na znanstveno-fantastično knjigo z naslovom Priročnik za domačo izdelavo vesoljskega plovila. No, to sem na tej točki po spominu materializiral v vizualni material, ne v konkretni priročnik. Ideja je zelo preprosta. Ideja je, da nekje v bližnji prihodnosti obstaja institucija, ki posamezniku, ki na tem planetu nima več kaj pametnega za početi, omogoči, da si sam doma na svoje stroške sestavi vesoljsko plovilo, ga izstrelijo v vesolje in pošljejo v neznano, in edina njegova dolžnost v vesolju je, da redno poroča nazaj, kaj se v vesolju dogaja. Vesolje je izrazito veliko, tako da v vesolju se ne dogaja popolnoma ničesar v življenju enega človeka. Tako da je cela ta pot ni zgodba o novih avanturah in novih odkritjih in svobodi in rešitvi za človeštvo, ampak je zgodba o majhnosti posameznika znotraj celega tega gromozanskega kolektivnega aparata. Skoraj vsa dela na razstavi, razen zadnje sobe, seveda, so absolutno interaktivna in so tudi namenjena temu, da jih gledalci uporabljajo. Ne bi želel govoriti v nekaj tej interpasivni poziciji tega, da gledalci morajo uporabljati ta dela, drugače ta dela ne obstajajo. Ta dela so vsa delana tako, da vključujejo mojo uporabo, da so narejena na mojo mero. Jaz jih med ustvarjanjem v ateljeju recimo jih konstantno preizkušam in jih oblikujem po svoji dimenziji. Niso namenjena publiki in njeni uporabi, namenjene so preprosto uporabi. Ker bi želel te ideje, ki jih želim realizirati skozi svoja dela oziroma materializirati, posplošiti do te mere, da bi bile te ideje univerzalni dogodki oziroma univerzalni občutki ali pa univerzalna izkušnja, je seveda vsak gost absolutno vabljen v to, da se vključi v to isto izkušnjo. Zdaj, na nekaterih delih se da opaziti tudi moj profil oziroma mojo sliko oziroma kakorkoli. To je bilo še posebej v prejšnjih serijah, pa tudi v zdajšnjih delih, se iz dela nikoli ni izključeval umetnik. Se pravi, vedno sem uporabljal samo sebe kot osnoven model tega. Tudi začetki recimo serije, ki segajo iz leta 2005, se je začela z naslovom Wear, kar je bilo mišljeno kot nekakšno oblačilo, ki ga pač jaz osebno nadanem in v galeriji tudi uporabljam oziroma z njim snemam videe. Ta situacija se je potem razrasla na marsikaj, predvsem na neke banalne stroje. In ta strojništvo oziroma ta mehanika
je do danes ni popustila. To seveda nadaljujem konstantno, je del neke osebne intence oziroma ratuje že del pogojenega obnašanja v ateljeju. Metode ustvarjanja, če lahko temu rečem, metode seveda, pač to spontano ustvarjanje v ateljeju se predvsem naslanja na kupe smeti, ki jih navlečem skupaj na neko primarno, bazično, nepreizkušeno idejo in posledično sestavljanje raznih mehanskih možnosti oziroma avtomatik, v katerih pol iščem neko družbeno, socialno oziroma individualno noto, ki bi materializirala neko določeno misel, s katero se lahko poistovetimo, recimo, ali pa s katero lahko univerzalno razumemo, ali pa katera misel nam lahko odpira neka določena vprašanja, ki se meni zdijo pomembna za odprtje.